jedno zrno vse palačinke pekla, tako da če boste pol lačni, jih lahko vzamete. In varljive miške. Pačalinke so pečene, le brž kako jedino. Tako. No, mala miška, danes se že ves dan hodite po moji hiši. Povej, kje stanuješ, mala miška? Kje stanuješ? Kje domuješ? Kje je tvoja mala hiška? Tam stanujem. Kjer ni mačke, tam stanujem, tam domujem. Kjer ne pridem njene tačke. Aha, zdaj razumem. Muce pa res nimam. Le opico Fickota in konja Alfreda. Od danes pa tudi vas. Dobrodošle v moji vili. Za vse je dovolj prostora. Ostalo je 1, 10, 8, 12 pačalin. Ravno zadosti zame in Fickota, in Alfred. Alfred! Alfred! Ja, kje pa si? Alfred! Alfred! Koniec
Pika. Kaj počneš danes? Zdravo. Ravno sem pekla pačalinke za moje nove hišne prijateljice Miške. Kaj? Miške imaš v vili? Tudi mi smo jih imeli in je mami ravno zato k hiši prinesla mačko, da jih je spodila. Se pravi, so mali smrčki od vas privohljali k meni? Morda. In ne boš verjela. Niso šle edine za smrčkom. Odšla je tudi naša mačka. Jo ravno iščeva. O, kako čudovit dan je danes. Vsi nekaj iščemo. Obožujem raziskovanja. No, zdaj pa hočem. Tukaj je zagotovo ni, ker so mi miši povedale, da živijo tam, kjer ni muce. Hvala, Pika. Potem pa greva vprašati še sosede. Kje je muca? Ne boš verjela. Tudi ona je šla k sosedom, ampak ne na palačinke, pač pa na randi. No, vidiš. Torej ima vajna muca dober okus za prijatelje. Veš, tudi one niso rade same. Miši so je pobegnile, pa si je poiskala novo družbo. Res je, nihče ni rad sam. Lepo je imeti prijatelje, še posebno takšne kot si ti. S teboj ni nikoli dolg čas. Sicer pa se že veselim, da bom po dolgih počitnicah zopet videla tudi svoje sošolce in sošolke. Kaj je to dolg čas? Kako dolg je čas? A je tako dolg kot moj jezik? Ali pa kot moja vezalka? A vidiš? Vezalka. Ali pa je tako dolg kot razvlečeni čigumi? Pika, vidiš, če bi hodila v šolo z nama, bi znala sama odgovoriti na čisto vsa vprašanja. A se ti ne zdi, da če bi znala odgovoriti na vsa vprašanja, jih pa ne bi bilo več in bi bil dolg čas? No, vidiš, saj veš, kaj je dolg čas. Ampak ali to še zmeraj pomeni, da ko bo konec počitnic, to je jutri, bo se mogla ponovno vsak dan hoditi v šolo? Spet. Se ni tako hudo, kot misliš. Pridi z nama, pa se prepričaj, kako se učenci naše šole pripravljajo na sprejem prvošolcev. Boš videla in slišala, da se v šoli poleg branja, računanja in pisanja še veliko poje in pleše. Učenci ravno vadijo petje šolske in prvošolske himne. O, kako je to lepo, zdaj že prvošolci smo, mi učenci smo veseli, vsako uro bi lepeli, a ta kratka pesnica znanja nam premalo da. Vsak dan šolo mi hitimo, novih črk se veselimo in
začela hoditi v tole osnovno šolo Antona Aškrca. Sam, ali se lahko prepričam, če se v šoli res naučite odgovarjati na vsa vprašanja? Izvoli, le prepričaj se. Bi bom nekaj vprašala. A se v šoli učite, kdo je Pika Nogavička? Pika Nogavička ima rdeča lička, nosek pa rumen, ti pa pojdeš ven. Wow. Ampak nisem vedela, da imam rumen nos. Ok, kaj pa? A mi zna kdo povedati, kako se pozdravlja? Včasih premišljam, kateri pozdravi, ki jih poslušam, so lepi in pravi. Ljudje se pozdravljamo, dober dan, dobro jutro in dober večer, servus in živijo in ok in drugi reko in dobro se imej, nasvidenje in srečno in pa adijo in lahko noč slovo si želijo. Nazdar, pradedek moj vedno je pravil, kadar je koga pozdravil, na zdravje, me očka vedno potrka po rami, pozdravljena, reče pa mami. In kadar me sreča sošolec Matjaž, zmerom zakliče, kako se imaš, Tina, sosedova, vzklikne pa vedno, hej ti, in se mi smeje poredno. Jaz pa pozdravljam se s kratkim, na zdravo, to šine najprej mi vsakokrat v glavo. Mislim, če komu želimo zdravje, je to najlepše, najbolje in pravje. In pa na tisti pozdrav, kaj velja, ki prihaja zares od srca. Zelo mi je všeč to, ne? Ampak, a mi znaš ti povedati, kako nastane dan? Ko jutro zraste, postane dan. Ko je dan zaspan, postane noč. Ko noč zaspi, se novo jutro zbudi. Bravo! Kaj pa tole? Kaj je abeceda? Kaj je abeceda? Je tabla in kreda. In učiteljica, ki črke uči. In A, in B, in C, in O, in U, in E, in I, ki zrase in piko zgubi. In ananas, balonček in cipresa, in češnjek in drevesa. Elektrika, fižol, galeb in hleb. In v lopi lepe lipe, lepo ležeče in leteče letalo. In nosovi, med ognjem in oblaki ogledalo, padalo, z ribo rak in sak. Šivanka trava, uhan v ušesu, vrh zastava, še prej igrače jug in koza na povodcu, a prav na dnu so tuše, žoga, želva in žaba, žemlje žuli z žmrljami v želodcu. Verjetno dobro prepričujete. A imam še eno vprašanje za danes. Ali moram, ko grem zjutraj v šolo, paziti še nekaj drugega, kot pa na lepote narave, kot so sonce, pa oblaki in drevesa in ptički? Pazi na levo, pazi na desno. Na cesti je vse previdno in resno. Zato se na cesti nikdar ne igramo. Tako bomo zdaj spet videli očka in mamo. Tako, nimam več vprašanj, pa tudi dolgčas mi ni več. In slavnostno naznanjam, da bom jaz, Pika Nogavička, Zmagoslava, Marjetica Kopernika Vrazira, Dolgonogavica, hči kapitana Dolgonogavice, gusarskega morskega kralja,
in ljudožerskega kralja tudi, z veseljem postala učenka osnovne šole Antona Aškrca. Aplavz, prosim! Sam glede na to, da bom jaz začela hoditi na tole šolo, bi jaz rada našega ravnatelja, prosim. A ja, to je pol, sada. Ker pa jutra še ni pouka, bi vas povabila k sebi domov na kavbojsko igro in ples. Pa boste spoznali ravnatelja, ker ga moram nekaj vprašati. Okay?
kar zaplesali. No, zdaj je pa že res čas, da spoznamo ravnatelja, prosim. Mikrofon. Spoštovani prvošolci, starši, cenjene kolegice in kolegi. Novembra leta 1971 je osnovna šola Antona Škrca prvič odprla vrata šolskemu hramu. In takrat smo sprejeli prvo generacijo prvošolcev in na sosednji šoli sem tudi sam bil takrat prvošolec. Dragi prvošolci, v novem šolskem letu, ki se je pravkar začelo, Pika pravi, da bodo danes še počitnice za vas jutri, ste postali del velike skupine učencev v hramu naše šole in boste zagotovo vsak dan pridobivali nova znanja in s tem širili svoja obzorja. Igro, ki ste jo bili vajeni v vrtcu, boste sedaj nadgradili z zanimivim svetom števil, črk, svetu, v katerega vas bodo popeljale vaše nove učiteljice. Prvi šolski dan je zagotovo vedno najpomembnejši dan. Prvošolci, ki boste prvič prestopili prag šole in sedli v šolske klopi, boste začeli dolgo in zanimivo pot šolanja. Vem, da ste radovedni in polni pričakovanj in prav je tako. Na tej poti vam bomo stali ob strani seveda vaši starši, vaši najdražji, učiteljice, pa tudi naši starejši učenci naše šole. Najbrž ste med zadnjimi počitnicami radovedno pričakovali, kaj vse se skriva za to veliko zgradbo. Danes ste tu med nami. Zelo se bomo potrudili, da vam bo prvi šolski dan resnično ostal v lepem in prijetnem spominu. Trudili se bomo tudi, da bo vaša radovednost z vsakim na novo pridobljenim znanjem še bolj rasla. Spoštovani starši, tudi za vas je danes zagotovo veliki dan. Vaši otroci bodo v naslednjih letih velik del svojega otroštva, mladosti preživeli z nami. Zavedamo se pomena odgovornosti, hkrati pa se obvezujemo, da bomo vašim otrokom dali najboljše, kar seveda znamo, seveda pa brez vas žal ne bo šlo. Odrasli se zavedamo, da je za vsakim uspehom veliko trde volje, trdega dela in osebne odgovornosti. Zato upam, da nam bo uspelo skupaj z vašim otrokom ustvariti trden trikotnik zaupanja, v katerem bo vsak lahko suvereno stal za tistim, za kar je odgovoren, in tako bodo lahko otroci za zaključku šolanja smelo in odgovorno odkorakali v svet odraslih. Spoštovane kolegice in kolegi, hvaležen vam bom, da boste pri svojem delu vsakodnevno pozorni na vsakega učenca in hkrati na celotno skupnost naše šole. Še posebej pa cenim, da si boste pri sebi postavljali visoka merila in cilje, saj boste s tem učence pomagali, da se ne dovolijo samo s povprečjem. Dragi prvošolci, še enkrat, želim vam, da bi poleg znanja v novem okolju našli resnične, prave prijatelje, s katerimi bo vaše šolanje prijetno in seveda kratkočasno. Bodite ustvarjalni, raziskujte svet okoli vas z odprtimi očmi in predvsem vedno verjemite v svoje sposobnosti. Zapomnite si, da pregovor, ki pravi, na mladih svet stoji, ni le fraza, zato je vaša izobrazba, ki najbolj je najboljša, še kako pomembna. Ne le za vas in za vaše družine, pač pa tudi za okolje, v katerem živite, torej za celotno naše mesto. Naj vam šolsko leto prinese veliko uspeha, predvsem pa sproščenosti in dobrega počutja v šolskem okolju in družbi znanja. Pa srečno in še enkrat dobrodošli med nami. Jaz imam eno vprašanje. Ko me prej zanima, a veste, bila sem že na občini, a bila tudi ravnateljica zanjega?
Lahko, ampak samo jutri. Ok, je. Dobro. Zagotovo vas, dragi prvošolci, zanima, kdo so vaše učiteljice, ki vas bodo v teh prvih korakih popeljale v svet učenosti. Na centralni šoli smo oblikovali 2 oddelka in bo tako lepa številka 50 v obeh oddelkih, na Pesju na podružnici pa oddelek s 14. In še drugi prvi razred, učiteljica Stanka Eraj. Pri njunim delom jim bo pomagale še učiteljice, sicer Breda Flis, Bernarda Mestek in Maja Kruger. In še učenci, ki bodo obiskovali prvi razred v Pesju, z njimi bo učiteljica Erna Obšteter. Predlagam, da učiteljice pokličejo svoje učence in se, spoštovani starši in učenci, potem že ravnate po njunih navodilih, kam vas bodo popeljali. Še enkrat lep dan vam želim.